Žnidar, doma Suhadolah, Komendi, rojen 19. maja 1920, v družini očeta Franca, mama Krumpestar, mala posestvo, oče bil krojač, otrok nas je bilo 7, 2 sta srečno umrla, nas je ostalo 5. Kakšni so vaši spomini na začetek vojne? Začetek vojne. Po osnovni šoli sem se učil za frizerja. Sem začel 36. To se pravi 41. se je začela vojna. Sodeloval sem pri mladinski organizaciji Fantovski odseki. Do vojne, ki je vojna začela, je bilo ukinjeno. Začeli so nas vojna ukrepljena. Potem so vas mobilizirali Nemci, ne? Ja. A boste nekaj o tem povedal? Mladi smo se skajali še zmeraj, ampak sem že počas začel partizanstvo in smo bili že navarna, katere smo bili v organizaciji. Takrat, ko so bili že selili duhovnike, izobražence, tudi pri mene se je prišla iskati gestapo, policija, me zaslišali in bil sem tajnik Fantovskega odseka in so me pustili. So šli pa drugega iskati, je bil fanta, bil blagajnik, pa so ga vzeli in ga ni bilo več nazaj. No, potem je pa prišla že mobilizacija. 43. leta sem bil mobiliziran, 30. marca, v Lengris, blizu Minhna, naša kompanija, tam kompanija. Bil tam 14 dni, prisega in čez 14 dni smo šli v Francijo, mesto Dijon, 70 km južno od Pariza, vežbe, 3-4 mesece vežbe, nazaj v Lengris, štampa kompanija, ker sem pa bil nekako nesposoben za vojno zaradi pokvarja oči. Čez 14 dni preselil se v Freising, 40 km nad Minhna, kompanija, razne dele sem v razne dele, na stavbi, pa straža, pa to ordinanca pri oficerjih, višjih oficerjih. In neki dan pri večerni apelu imenovali imena, katere gredo drugi dan na vzhodno fronto. Preštel imena, na koncu, če ima to kaj zaprašati, naj dvigne roke in sem se oglasil v skromno nemščini, da pač še nisem dobil dopusta po zakonu, preden se gre na fronto, na pravico 14 dni dopusta,
zapisal in drugi dan nisem odšel. In s tem sem se rešil vzhoda Rusije. No in čez nekaj dni sem bil predstavljen v München, kompanija, pekovska kompanija, prišla iz Rusije, Petrograda, na nov organizirati se in so rabili brivca kompanija. In sem se javil, čez nekaj dni dobil dopust, točno danes 70 dni, 70 let nazaj. Na današnji dan. Sem prišel na dopust domov, kljub temu, da so bili prepovedani, dopust na Gorenjsko, zaradi partizanov, verjetno kompanija ni bila na tekočem. Sem bil 2-3 dni doma, pridejo po noči partizani, grupa, več jih je bilo, več od zunaj, tudi verjetno poznani, glasovi so bili, potrkajo sredi noči. Kdo so naj odpremo, nismo odprli in je grozil, če preštejem do 10, če ne bojo odprli, bojo drle v hišo. Je štel, sestra je šla obiskat neki, pride noter, bila tema, bil v poslu, ga nisem videl, nisem poznal, pa tudi nisem. Samo se nagovarjal, povedal, kaj so, zakaj se gre. Naj grem z njimi, na lepem. Sem se odgovarjal, da pač nisem sposoben za vojaka, prav nič hudega. Možidov je kakšen tak del za tebe. Odloči se, da grem nazaj po praznikih. Prav bomo še prišli, odloči se. In so odšli. Več jih je bilo zunaj. Tudi poznani glasovi so bili. No in čez 2 dni grem obiskat sestro, ki je bila v Armenistu, pri Gradcu, par dni. Pridem domov in 2 dni oziroma zadnje dni se napravim iz vse orožje sem v puško, tornistrov, so vojno spremo sem s seboj. In grem na omnibus, na avto, po mostah, ki pelje v večernih urah v Kranj, nazaj v kompanijo, na cvet večer pridem na kompanijo. No in 7. januarja, to se pravi 44, smo naložili vse skupaj, kompanija, konje, vozove, peči na vlak, poseben vlak, in smo šli proti Balkanu, Grčijo, čez Avstrijo, Mađarsko, Srbijo, Solun. Solun nismo vedeli, kam še gremo. In potem smo šli z vlakom naprej do Larisa, to je med Solunom in Atenom, sredi Grčije, in na to iz tovornim avtom na zahod, čez gorovje, mimo Olimpov,
večji kraj Janina, tam smo se ustavili, tam organizirali tisto pekarijo in jaz sem bil pač svoj del je bil, pomagal v razne stvari, male stvari, če je bila potreba strašna, pa taka stvar. Se je pa bližala že jesen, me je napadla malarija, bolezen, sem jo poslal v Solun, v bolnico in se že pripravljala kapitulatka Nemčije. In treba misliti, kaj za narediti. Smo se zbrali s fantom, Francozom, Lotharingem, Elsac, ki so bili isto poklice. Mobilizirani kovi, ja. In smo 2 dni prej se zbrali 80 in smo v večernih urah vzeli malo prtljago in v zboru odšeti korakali iz kasarne. Nikdo ni vprašal, kam gremo. Smo prišli na cesto, že v Solunu, po glavne cesti, pol ure, zavile stranske ulice, to bilo že večer noči. So nas sprejeli odporniki, partizani, ELAS, organizacije, razorožile. Oni so bili za kralja, ne? Ja, in smo se predali. In smo bili, nismo vedeli, ali smo partizane, ali smo ujetnik. So nas peljali čez noč proti jutru, prišli neke vasi, v neko vas. In tam bili lačni, pa nismo vedeli, kaj bo. No, potem so pa že kapitulacije, so že Nemci odšli in smo šli nazaj. So nas vozili po Solunu, kričali. Niso vedeli, da smo s partizani, neki so nas zmarjali, drugi so živijo pili. Živijo leftarja, žito leftarja, žito svoboda, živijo svoboda. No in čez nekaj dni so nas že sprejeli Angleži in peljali z ladjo v Taranto kot vojni ujetnik, oziroma jaz nisem vedel, sem ujetnika, sem prostovoljna, jaz ujetniško taborišče nisem prišel. Sem pa peljal v Bari, taborišče Carbonarijo, ki je bilo neka taborišče, zbirališče. Tam sem bil 2-3 mesece. Ben se ni zanimal, kaj bo, pa kaj zdaj tam. Sem jo spustili z tistega, kam grem, kraljevo vojsko. S Četnikom, ne, so rekli? Ja. Draži Mihajloviću. To je bilo februarja 1944. Kraljeva vojska se je. Bil sem jo pa poslal na kraljevsko misijo, je še bila. To se pravi 14. Kje je bil sedež te misije? 45. Ampak kje je bil sedež te misije? Kraljevska misija v Bari. V Bari. V eni ulici je bila kraljevska misija, na drugi ulici pa partizanska. No, tam iz tiste misije tam so bili oficerji, kraljevi oficerski, Slovenci, tudi več Slovencev je bilo. Od tam sem jo poslal v
taborišče, vojaško v taborišče, smo dali uniformo, angleško uniformo, vse pa stvari, perilo, vse, razen orožja. In v tem me poslalo Santa Cesarejo, ki je na 5. Italije, ne. Zraven Galipolija, ne? Ja. Tam je bil taborišče, na pol vojaško, na pol civilna. Tam so bili že jugoslovanski oficerji. Kraljevi, ne? Kraljeva vojska. Tam sem bil 2-3 mesece in ravno 6. maja 1945 so nas pripeljali v Eboli, v taborišče, angleško, vojaško taborišče velike. In potem ste šel iz Ebolija? Ja, tam smo bili, skupina. Ja. Ker v Eboliju so bili tudi tisti četniki, ki so prišli s Furlanije dol, ne? Ja. Notranjski četniški odred, primorski četniški odred, ne? So bili tudi tisti, ki so se umaknili preko Soče, ne? Ja. In so dali zaveznikom v Furlaniji, ne? Ste jih srečali tam v Eboliju? Tam so imeli pomožni vojaki angliški. Ste imeli orožje, ste bili oboroženi? Orožje, ne, bate smo imeli za straž, angliške. In kaj ste počeli cele dneve? Ja, razne stvari, straža, delali po delavnicah, čistili. Dobivali plačo tudi vojaško? Delno, ja. Delno. Hrano doma odlično, pa. Kako so ravnali z vami? Kot s svojimi vojaki? So delali lepo z vami? Ja, Angleži? V redu. Ja. Tam smo prišli septembra 45 v Lani kamp, to je bil blizu Napoli, 3 km južno od Napoli. To je bila največja angleška baza za Sredozemlje, taborišče, tranzit, taborišče, bilo okrog prostora za 10.000 vojakov, pa so se menjali. In tam smo imeli svojo komando, svoje taborišče, jugoslovansko zastavo. Ma brez zvezde, ne? Prosim? Jugoslovansko zastavo brez zvezde. Brez zvezde. Uniforme. Smo bili oficerje, red, disciplina. Delali razne stvari po taborišču. Šport, duhovni vodja smo in kurata, Ignacija Kunstler, ki je šel potem v Anglijo. Ja, tam smo bili razne, imeli smo razne obiske visoko bivših funkcionarjev. Medtem ministra Krek prišel, ni vedel, kaj povedati, pač da smo zašli v tunel, ki ni izhoda. A to vam je on rekel dobesedno? A tam ste bili verjetno Štajerci, Gorenci, kot mobiliziranci v nemško vojsko? Mobiliziranci, ne. A je bilo tudi kaj primorcev iz italijanske vojske bivših? Tudi so bili, ampak med nami so bili tudi neki četniki, Črnogorci, Srbi, ki so jih Nemci imeli zaprte v Grčiji in prihodu zaveznikov so jih poslali tudi v Italijo in so bili partizane pa četniki. Partizani so šli v svoje taborišče pa preko Morske brigade, četniki so pa ostali isto kot mi. Dokdaj ste bil potem v Južni Italiji pod Britanci? V Južni Italiji smo bili do
septembra 47. Do pariške mirovnega. Ko se je bližala mirovna pogodba, ko so zavezniki odhajali, domov nas niso silili, lahko je šel. A je šel kdo od vaše kompanije nazaj v Jugoslavijo? Redki. Lahko pa povem še prej, je bilo ujetnih, kot bo ta povedal tudi, v averziji, to je bilo 44. leta, v začetku, 800 fantov, nemških mobilizirancev, in prihajali v taborišče, kaljivi oficirji, partizane tudi, in nagovarjali za prekomorske brigade. In angleški predstojnik klical vse in vprašal, kdo hoče je to prekomor. Prvi se jih je javilo 150. Od 600. To je bilo že v drugem taborišču, ne v Aversi, v Rumi, blizu Barja. Od 600 se jih je 150, ponovno se jih je še 50. To se pravi, po 200 jih je šlo preko morske brigade. To je bila 5. morska brigada. 5. Ta je bila večinoma iz Štajercev in Gorencev sestavljena, ne, mobilizirancev, 5. Ja. In tiste so šli, drugi so pa ostali v taborišču in poslali, drugi, ki so ostali, poslali v centra in potem v Eboli in 7. septembra 47. so nas odpustili nazaj blizu Bari, Trani, taborišče, bivša vojašnica, tam je bila okrog nekaj slovenskih družin tudi. In nas je bilo takrat 300, 400. Nekateri so posamezne odšli, ki je domov tožje, so se odmaknili, da so privatno šli domov. V bližini je bila tudi slovensko taborišče, ki so bili beguncev, 150 beguncev. No in 48. leta odšli v Argentino. Prišli v Argentino čez 250 fantov, Slovencev bivših mobilizirancev. Od 250 jih imamo na listi, osebnega podatka 110. Drugi se niso tukaj že javili in so se izgubili. Torej 250 vas je prišlo mobilizirancev takrat v Argentino. Gospod Žnidar, še eno vprašanje. Kako so Nemci delali z vami? Kako so se obnašali do vas v nemški vojski? Oficirji, so vojaki, so vedeli, da vi niste Nemci, da ste Slovenci, ne? Kot vojaki, kot korektno. Korektno? Vas niso nič zapostavljali, ker ste bili Slovenci? No. In ste se kaj družili Slovenci, Štajerci, Gorenci? Ja, če smo opiran se, naprimer, rekel, če bi tak oficir petje, smo korakali, pa nemške nismo hoteli pet, slovenske pa zdravi. In kaj, ste peli slovenske pesmi kot nemški vojaki? Pa je.
Ampak zunaj, na polju, smo pa v mestu prišli, pa niso smeli. Nemške. Na polju pa lahko. Nemške pesmi. Smo v mesto prišli. Nemške pesmi. Nismo hoteli. Naprimer, neki dan je bilo tako, zunaj pel, v mestu pa oficer, petje, ni šlo. To je bilo polet, vročinek smo šli iz vežbe, v 2, 3 popoldne, taka vročina. Smo šli mimo kasarne, smo mislili, da bomo rešeni. Mimo kasarne smo korakali še naprej, po mestu. Petje, ni šlo. Petje, ni šlo. Smo korakali 1 uro. Čez 1 uro spet nazaj, v koraku, v kasarno. Smo mislili, da bomo razhod na dvorišče. Korakali na dvorišče okrog, petje, zmučeni ljudje, ni šlo. Slovenski bi bil, nemški pa ne. Nekateri so začeli jokati, padci. No, na končnih spustil nas je o 5. Na ta način, drugač pa ne drugač. No, ko sem pa bil sam pred Nemcem, okrog 150 Nemcev, poštevan, kot nemški vojak. Vsak nemški vojak. Gospod Žnidar, hvala za enkrat.